Dobro jutro. Evo, ura je 7. Vstali smo lih malo prej. Zdaj je čas, da gremo na zajtrk in v bistvu s Primožem bova naredila še zadnje načrte za današnje novinarske konference. Pa se počasi odpravimo tja, proti mestu. Dajmo držati pesti, da bo avto cel, da bo avto tam, Ja. da bo avto vozen. Ker glede na to, koliko parkirnih mest je bilo včeraj fraj, v radiju pol kilometra, je kar loterija, da smo sploh dobili. Presenečeni, no, da pred hotelom ni več bilo prostora in Dejansko avtomobili so kar naenkrat prišli. ja. Tako da ja, nič, gremo na zajtrk. Danes očitno se obeta kar sončen dan. Mogoče nas preseneti še kaj dežja, ampak verjetno da ne. Ja, zdaj iščemo svoj avto nazaj spet. A je še tle? Še je tle. Izgleda vse v redu. Dobro je zaklen. Še pol ure, da se mi čaj sledi, pa gremo. No, čaj se je pohladil in mi gremo na pot. Navdušen? Ja. V pričakovanju. Bomo vedeli, kaj je bo, ne? To je to. Danes pa ni tako prometa kot včeraj. Zaenkrat še ne, Zaenkrat. To je tam že Rodgal, zdaj idemo pa v Frankfurt, tam je zanimiv Porsche, če bo Andraž pokazal, kaj. Videli, če se ga bo videl. Zdaj navigator. Levo gremo tukaj. No, tisto o gužvi vzamem nazaj, zato ker je že gužva in avtocesta tlele skozi Grmovje že stoji praktično vse. Tako da mislim, da nas čaka kar malo daljša pot do Frankfurta, kakor smo. Oziroma mi smo jo načrtovali, ampak navigacija še vedno misli, da bomo prišli tja 10 minut čez 8. Ampak najbrž bo bolj proti 9 uri, tako da... Ni najbolj realno tisto. Ja, potrpežljivo in počasi, ja. Smo rabili en dan, da se navadimo na te zastoje pa hneče, navigacija pač. Ja. No, ura je 10 do 9, mi smo še zmer na poti, sicer kar precej blizu že menda, ampak gužva je kar velika, tako da smo pa videli vmes par zelo hudih avtov, tako da vsaj uživamo med tem, ko se vozimo, a ne. Primož se trudi s parkiranjem, prispeli smo 9:30, ampak v redu. Prispeli smo varno, tako da zdaj pa čas za akcijo. Zame se že začenja tlele. To je to v bistvu, za kar smo prišli, zdaj pa še Focus RS vidimo, a ne Primož? Torej, po dolgem času smo končno prišli na naš plac, no bom rekel, parkirišče. Zdaj z parkirišča gremo z avtobusom in šatlom do sejma, do naših lokacij, pa upam, da bo malo kaj bolj zanimivo, no, se hecam. Zdaj je bilo v bistvu že tukaj, je bilo noro. Parkirna hiša je bila več kot zanimiva. Ja, tako da sploh ni kaj rabiš, sploh še sejem, če imaš take avte že v parkirni hiši. Kaj je zdaj? Kaj vidite? Najbolj smo spustili skozi akreditacijo, tam zadnji se že nekaj bliska. Šel, tako da bomo malo videli, kam bomo kaj šli. Evo, trenutno sva v BMW-ju X6M, ki ima menda koliko
560 konjev ali nekaj takega. Ja, Specifikacije nisem niti spada v še emisijski razred E, tako da ta ne bi dobil tiste zelene nalepke, ki smo jo mi včeraj dobili. Bi bilo pa definitivno fajn se voziti čim takem, a ne? Tudi zadaj je luštno videti. Ja. Diši pa ponovno. Diši pa ponovno. Praktično kjerkoli od teh bi lahko peljal znova. S kjerkoli bi lahko. Tudi je pa malo belo ratalo zaradi tega, ker ima tukaj predstavitev modelov e-drive, električna polnilnica. Zdaj najbrž večina bi vseeno rada kupila E8-ko, ne? Velike kakšne trojke ali pa dvojke. Pa tudi za mano je kar lepa zbirka modelov, govori po temu. Mercedes-Benz GT. Kar luštno, ne? No sej, bomo noter še kakšnega videli pol. Za nama je nekaj zelo zanimivo. To pride pol, če ga še ne vidite, se ne vem, ampak... Zdaj pa je na vrstu v bistvu Opel, da ima pogledamo te novosti, predvsem Astra. Zanima me še Astra karavanka, pa je ful luštna, sem zaenkrat še ne vidim. Pa Corsa OPC. Pa Corsa OPC. Zdaj smo v novi Astri, v bistvu volan ima od Insignije, tudi vse ostalo je precej recimo podobno Insigniji, razen tale multimedijski način je, bi rekel, malo upgraden, no malo bolj premium zgleda. Pa tudi materiali so dokaj fajn. Materiali so luštni, usnjena, delno usnjena tudi armaturna plošča. Pa merilniki hitrosti so recimo malo bolj prijazni, bolj za oko recimo, tale bela svetloba. Je pa res, da tale zaslonček, tale med merilniki je pa še zmeri recimo isti Insigniji. Je pa dosti velik. Kar ni slabo, no je... Ena stvar, ki ne vem, če bo slušal. Ne si lih požgal, ne? Je sej, ampak kaj pa je, pa ne vem. No, da ima še malo pokazati, pa ne da je. Kakor stega. Lepa, nama se dopade. To bo malo čuden, ker bo Primož kamero vrnil. Me je vrnil, ne vem, no. Očitno je tole na mest slike. Kaj bi dali sliko na steno, če daš celo, a ne? Tukaj je že tale karavanka, težko pričakovana. No, se boste sami pričakovali. Evo, zdaj smo na Renaultovi stojnici in v bistvu prvič v živo bomo videli Renaulta Talismana. Pri Renaultu ni edina novost samo Talisman, ampak tudi novi Megane. Sedimo v Nissan E-Teru. Primož je brez besed, tako da... Sploh ne vem, no. Tu ne spada v dvorano, ampak ven, no. Ven. Tako da bi bilo fajn ključe pa malo speljati na nekajšen sprehod, bi jaz temu rekel. Kot za fičko, ta bi tudi tega peljal na sprehod. Pa testirajo, če je res tu, kar pravijo, ampak saj verjamem.
se piljeva v Šestic. Das ist was für ein Tag? Ja. Samstag. Na drugo Okay. stran sejma. Uporabila sva šapi Okay. servis. Ja. Zakaj bi šel pač peš? Mhm, Če bestätigt te lahko se me, ja. pride iskat BMW 6. Ajmo se povezati. Ne, bomo imeli glasbeno spremljavo. Wir kommen noch eine Nacht, ja? Bleib mal kurz dran, das müssen wir anschauen. Ja. Ja, ja, okay. Kva pravite na tole, a? Evo, naš taksi je šel, pa. Zdaj že po moje skoraj 1 uro čakava na predstavitev Seata. Sploh nima kaj čakava. Ja, v bistvu, Ampak, senečenje. če smo se že pripeljali Seat, on so rekla, dajmo vsaj pogledati, kaj ima Seat novega za pokazati. Videla sva že ta nova Cupro, ki je v bistvu pač ista, sem nova notranjost. Ima 1.8 motor namesto 1.4 motorja in zdaj razvije 192 konjev. Roba za kupiti. Ja. This is it, the new Seat Connect range. For the our urban rebel. Matthias, this car sends a signal of power and pure joy. What makes this car so great and makes us fall in love with it? Ja, Jürgen, it's a fantastic car. We love it. Leon is the heart of Seat. And for that car, we took the best of Leon. We took Cupra, really a sporty car, really. Med najnim vloganjem je Primožu sicer crknila kamerca, tako da sva takrat, ne vem sicer kdaj, sva zaključila v avtosalonu Pred Seatom, no. Ja, v bistvu pred Seatovo predstavitvijo. Žalost. Tako da, ja, sej v enem dnevu vam ne morava pokazati celega sejma, tako da, zato pa smo tle več dni, a ne. Zdaj smo pa spet skupaj vsi trije, na kosilu smo se malo najedli, zdaj pa gremo še v stari del mesta malo raziskati Frankfurt, tako da zna biti zanimiv, no. Nismo tako spretni pri odkrivanju znamenitosti, smo pa spretni pri odkrivanju takih stvari. Lastnik nam je v bistvu zaupal ključe, je rekel, da lahko riva en kruh. Ali
Ne, no. Mislim, da tale tank tega avta presega naš budžet potovanja tle, tako da ne Je boš. pa lepo videti Ferrarija v beli barvi, da nisem naredil. Znamenitosti se kar nabirajo, pa nabirajo. Je malo nenavadno sicer. Ja, take zanimive. Evo, da še enkrat Cestni tam, dirkaču je to všeč. tam zdaj še eden. Tako res. Mislim, da danes bo kar... Se splače počakati na zvok. Ja. Tako da komaj čakamo, da bo zelena. Francoski kabelci sicer. tako da- Če je prišel delač, pa le veliko benzina porabi. Primož je imel čist prav. Uspelo nam je najti celo eno ferko, ki je tako kar velika, zanimiva. Primož trenutno išče, kako se ji reče, tako da izgleda pa fajn, sicer polovica jo je v prenovi, tako da je ne moramo videti cele, ampak smo ponosni na naše prvo odkritje, no, moram reči. No, kaj? Mogoče. Mogoče. Mogoče je cerkev svetega Bartolomeja. No, evo. Recimo. Mislim, da za danes bo kar dosti raziskovanja, da se bomo počasi odpravili nazaj, ker razmišljamo o tem, da bo verjetno kar trajalo najti avto, glede na to, da se znajdemo v tem velikem mestu zelo dobro.